oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Pa bosa znova, vi pa poslušate Radioaktivno. Pridejo dnevi, ko stalno dežuje, pride vihar in cvetje se vsuje. Tisoč razlogov za slutnje srca, a še sva skupaj, je še vedno za dva. Pridejo ure, ko sanje zaspijo in težki koraki se nama zazdijo. Tisoč razlogov za slutnje srca, še sva skupaj, ja še vedno za dva. Bosa znova sva se znašla drug pred drugim, vsak po svoje govoriva, čutiva. Jaz bi rada znova sva se znašla drug pred drugim, vsak po svoje govoriva, čutiva. Jaz bi rada in jaz se trudim, ampak danes sploh se ne ujameva. Pridejo dnevi, ko stalno dežuje, pride vihar in cvetje se vsuje. Tisoč razlogov za slutnje srca, še sva skupaj, ja še vedno za dva. Še sva skupaj, ja še vedno za dva. Bosa znova se predstavlja z novim singlom z albuma Terapija za pare. Siceršnji igrivosti in hudomušnosti je tokrat dvojec postavil za protiutež melanholijo in občutje monotonije ter ujetosti z novo skladbo Danes sploh se ne ujameva. Boštjan sem z vami v oddaji Radioaktivno, kjer vam zavrtim nekaj sveže glasbe. Drugi imajo polno vsega, ampak mene ne zanima to. kompas
ga ni vzel. Oglasijo se. Yoko Ono, Nash in Kataya. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi Burning fire, so I miss your faith and desire. Hej, življenje mi šepeta, zgodba mojega srca. Malo v utru. Mariborska zasedba Baja, ki vam pošilja nov singel Prvi ples. kazali, kar ne znam. Drugi živijo fancy
ampak ti ne šteka zakaj. Drugi se nosijo kot bogovi, vse jim je dovoljeno. Ko vprašam jih, zakaj vse to sranje, me sam buta zgledajo. In edini odgovor, ki ga imajo, je se drugi delajo tudi tako. Drugi imajo polno vsega, ampak mene ne zanima to. Jaz ne rabim vsega tega, da v življenju mi je lahko lepo. Drugi imajo polno vsega, ampak mene ne zanima to. Jaz ne rabim vsega tega, da v življenju mi je lahko lepo. Pa sam po svoji poti skozi življenje grem lahko. Drugi imajo polno vsega, ampak mene ne zanima to. Jaz ne rabim vsega tega, da v življenju mi je lahko lepo. Drugi imajo polno vsega, ampak mene ne zanima to. Jaz ne rabim vsega tega, da v življenju mi je lahko lepo. Ljubljanska punk rock skupina Interno je predstavila 6. skladbo iz svojega repertoarja avtorskih posnetkov. Nova je naslovljena Drugi in je izraz nezadovoljstva in uporništva proti družbenim pričakovanjem in normam. Malo z nami. Yoko Ono, ki se jim zdi. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada. Glasbeni gost. K skupini Yoko Ono, Žan pa na drugi strani. Zdravo. Zdravo. Nova skupina, ki pa ima že veliko avtorske glasbe. Kje ste jo do sedaj skrivali? V zvezkih pa na Google Driveu. Iskreno, dolg časa nismo zadev posneli, ampak smo jih pa skrivoma na vajah na telefone snemali in potem pokazali prijateljem. No, to se je kmalu razvedel in čez kakšen mesec, ko smo to celko poslali orto Bardljani. Je za vašo ustvarjalnost zaslužna tudi Yoko Nono oziroma Yoko Ono? Jaz mislim, da za vsakim dobrim glasbenikom stoji ena močna ženska, ki je sposobna prenašati, tako da ima vsak svojo Yoko Ono doma. Mogoče pa za vsem skupaj stoji tudi Nono. Nono je pa mogoče ta del, za katerega smo mi zaslužni, ne? Ja, kajti Čeprav še nismo v letih. Ja, kajti Nono je po primorsko dedek. Tako je, res je. Žal, odkot potem ime zasedbe? Ime zasedbe iskreno je bilo zbrano zaradi tega, ker nam je blizu tudi azijska kultura in smo želeli dati ime ene močne ženske, ki dejansko simbolizira naše ozadje. Tudi se pravi, jaz mislim, da mene kot pevca so vedno navdihovali močni ljudje. Imel sem okrog sebe ljudi, ki so zelo karakterni. Tudi dekleta so bila taka in glede na to, da o tem tudi govori glasba, evo, Yoko Ono. Ti si frontman, kdo še je poleg tebe v zasedbi? Poleg mene še bobnar Blaž Horvat, kitarista Klemen Mlinar in Mark Žakelj in pa basist Nate Klun. In prva skladba, ki ste jo poslali med poslušalce, je naslovljena Se ti zdi. Je res. Govori pa o trenutku, ko na mizo padajo karte. Ja, glede na to, da je prvenec, smo tudi mi želeli v resnici dati na mizo eno pesem, ki razkriva, kaj mi smo kot band, kaj mi smo kot ljudje, in se mi zdi, da Se ti zdi je točno taka. Razlog je pa zato, ker se kot glasbeniki vedno sprašujemo o tem, kakšen je naš pogled na situacije, ki se dogajajo v našem življenju, in tudi sami sebi velikrat zastavimo točno to vprašanje. No, zdaj ga pa zastavljamo v resnici vašim poslušalcem in nas zanima, kako se jim zdi. In ko padajo karte, se odkrije vse ali ostane kaj skrito? Vedno ostane
ostane nekaj skrito. Ne? Če ne bi nič ostalo skrito, potem življenje ne bi bilo vredno živeti. Življenje je vredno živeti zaradi skrivnosti, ki so okrog nas. Je to videti tudi v videospotu, ki spremlja skladbo? Tako, to se pozna tudi v videospotu. V videospot smo vključili tematiko kart, s katerimi naša fatalka prerokuje svojim bodočim žrtvam, kako bodo zaključile z svojim življenjem. In potem smo posneli videospot, ki sledi v resnici kriminalki, se pravi neki detektivski nadaljevanki. Vsi smo bili v mladosti namreč kar precej veliki oboževalci takih serij in je bila ena kljukica na seznamu želja posneti en tak videospot. Veliko omenjaš karte, da ne boš kje postal vedeževalec. Lahko prerokujem, kaj se bo zgodilo v naslednjih nekaj minutah. Vrži karte, pa da vidim. Na Radiu Prlek se bo zavrtel, se ti zdi, benda Yoko Ono. Točno to je pokazala karta. Odlično. Zanima pa me, kaj pravijo karte za vašo prihodnost, glede na to, da imate že toliko materiala pripravljenega. Karte pravijo, da v naslednjem mesecu koncertiramo, sicer na žalost ne po Prlekiji, ampak si želimo tudi v te konce kmalu zaiti. Sicer pa 10. v Ljubljani, 20. v Črnomlju in potem nadaljujemo našo vseslovensko turnejo, kjer vseeno spimo doma. To je čar teh potovalnih avtobusov po Sloveniji, koncertnih. Ja, tako je. Tako je. Bova pa sedaj v eter poslala vašo ta prvo, zato Žan, se ti zdi? Meni se zdi. Pravi mi, da preveč povem in da mi ne zaupa, ker nima več občutka, da bi bil iskren. Pravi mi, da je ne poznam, a ko postavim vprašanje, reče beri mi z oči in me preigra. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara, govoriš, da ne veš, kaj je to med nama. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara, govoriš, da ne veš, kaj je to med nama. Pravi mi, da še pride čas, ko bom izvedel, kaj pomenijo besede, ki do zdaj jih še ne poznam. Pravi mi, da se mi všeč, a da lahko jo kradem le zvečer, ker zaklenila je srce. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara, govoriš, da ne veš, kaj je to med nama. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara, praviš mi, da ne veš, kaj je to med nama. Kaj počneva, baby? Kaj počneva, baby? Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara, govoriš, da ne veš, kaj je to med nama. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara, govoriš, da ne veš, kaj je to med nama.
Smo Počeni škafi in poslušamo Radioaktivno. Ni vzel, že dolgo se v prazno je vrtel. Me pošiljal na odstavni pas, češ da me je povozil čas. A moj sever je ljubezen, prijatelj vzhod, zahod in jug. To ni ena od mojih muk, nikomur ni mar več za strani neba. Jasno jih na dnu srca. Počeni škafi se po 4 letih vračajo z novim singlom in novim albumom. Album si bo nadel ime Kompas, izšel bo junija 2024, single pa je naslovljen Izgubila sem kompas. V nadaljevanju. Kompasa ne izgubimo, se je skupino Neš, čas za spremembe. Glasbeni gost. Skupini Neš, Miha na drugi strani, zdravo. Ja, pozdravljeni. Skupina napoveduje glasbeni preporod, v kakšnem smislu? Glasbeni preporod je v smislu, predvsem v kontekstu našega preporoda. Se pravi, band je ustvaril 4 leta komade, oziroma tudi plošča pride septembra, verjetno. Tako da načeloma ni zdaj preporod v nekem filozofskem smislu, ampak samo v preporodu benda. Dejal si plošča, pomeni, da že material počasi zlagate v celoto? Tako je, material se nabira, nekaj imamo že posnet, že odprej, nekaj bomo dodali, v glavnem vsak teden nekaj naredimo, tako da mislim, da počasi bo. In potem boste vse skupaj združili pod naslovom Changes. Ja, ideja je, da bo naslov Changes, tako kot prvi single, ker je v bistvu tudi tematika mogoče malo bolj življenjska, se pravi, vse te spremembe v 4 letih, ki jih je band dal skozi, bo tudi nekako zapisano na plati. Spremembe so pogosto izziv, tudi za band pa za pesme, oziroma za vsebino pesme. Ja, definitivno, mislim, težko je sprejeti neke spremembe, ampak potem, ko jih človek sprejme,
je v bistvu hvaležen, da so se te spremembe zgodile in če ne drugega, če so mogoče kakšne bolj v negativnem smislu spremembe, te mogoče saj za naslednjič nauči oziroma dobiš neko izkušnjo, da veš, kako naslednjič pristopiti k stvari. Veliko je bolje, če so spremembe na boljše kot na slabše, verjetno. Ja, definitivno. Pesmi ste dodali tudi videospot, ki je nastal kar v studiu. Tako, ja, snemali smo Bad Tracks v Kočevju, potem smo v bistvu združili vse, se pravi ta studijski video smo v bistvu združili z VHS posnetki, ki so se v bistvu posneli z mojo kamero in v bistvu ni bil cilj, da to damo not, ampak tekom snemanja sem skozi to kamero malo snemal oziroma vsak je malo posnel in je na koncu izpadlo prav simpatično, pa smo rekli, zakaj pa ne bi še te posnetke dodali, da neka lepa celota nastane. Torej malo retro pridiha. Tako, ja, malo retro, predvsem pa dobi malo topline, pa malo karakterja po videospot. Bova pa pesem sedaj poslala tudi našim poslušalcem, zato Miha, prinesi nam spremembe. Ja, z veseljem. And I don't know why you're hiding in the shadows, in the shadows.
Days wasted. She's always walking away, breaking away, walking away. Days wasted. He's always running away, breaking away, running away. In hollow dreams, we stay the same. And as it seems, this world is drowning all. Still waiting. I couldn't get up, thinking about turning around. She's waiting. Digging on the news above, I won't resolve, giving it up. In hollow dreams, we stay the same. And as it seems, this world is crowded. Move Knowledgement predstavlja nov single in videospot za skladbo Golden Glaze z njihovega zadnjega albuma Lion Cobra. Ob tem se vračajo tudi na koncertne odre, v petek 12. aprila nastopijo v Hangar teatru Trsto. V nadaljevanju ne prislušajte. Kaj vse si zaželi Kataja? Hej, življenje mi še peta, zgodba mojega srca, zgodba mojega srca. Glasbeni gost.
Kataju v nadaljevanju, zdravo. Zdravo, me zelo veseli, da sva tukaj. Nekaj časa si bila glasbeno manj aktivna, če me spomin ne vara od popevke 2024. Ja, no pa se v bistvu to je, jaz bi rekla, da je bilo to pred kratkim, zato ker sem takoj po popevki, sem v bistvu nekako začela migati, ampak tudi je treba potem napisati komad, ekipo dati skupaj, v bistvu smo takoj po popevki enkrat se začeli že dobivati, pripravljati stvari, ampak nekaj časa traja, da se vse pripravi in posname, tako da zdaj bo v bistvu bolj se zalaufal. To si naredila skladbo Vse, kar si zaželiš. Vse, kar si zaželiš, tako ja. Besedilo si črpala iz svojega odraščanja? Ja, iz svojega življenja. Jaz, ko sem slišala to pesem, se mi je nekako zdel vse veliko verjetno takšnih ljudi, da se počutimo nerazumljene v nekem trenutku v svojih življenjih. Jaz sem se pa večino časa, ko sem bila otrok, ker mogoče včasih ne vejo starši, kaj bi naredili s tako umetniškim otrokom, pa nimajo nekih, kako bi rekla, prijemov, da bi se s tem spopadali. Jaz sem imela zelo bogat notranji svet in me je bilo včasih težko za razumeti, ampak v bistvu je ta pesem lahko se aplicira na vsa področja našega življenja in je zelo takšna življenjska himna, da moraš slediti svojemu srcu in svojemu šumu srca, ker ti tvoje življenje govori zgodbo, ki jo moraš ti spisati sam. Ne glede na to, če te ne razumejo drugi. To je pač čudovito sporočilo. In je prav, da je takšno sporočilo, da niso samo ljubezenske pesmi. Torej si imela svoje sanje in si te sanje tudi doživela oziroma doživela? Ja, jaz sem si želela biti pevka in sem pevka, pač to ne pomeni, da sem zdaj svetovno, nažalost nisem svetovno uspešna tako kot Beyoncé, ne? Ampak slediti svojim sanjam ne pomeni, da pa zdaj si pa ti milijonar, pa ne vem kaj, ni nujno, da boš to. Jaz tudi sporočilo te pesmi je, da ne glede na vse, vedno sledi svoji poti, ne glede na rezultat, zato ker samo tako boš notranje izpopolnjen. Ne smeš se gnati samo za rezultatom v tem primeru, no. Tako da ni vse v denarju, kot na primer pri Taylor Swift, ki šteje že milijarde. Ona pa res šteje. Ne, vse pa njej tudi ni, sigurno ne gre se samo za denar. Ima dobro ekipo na svetovnem nivoju, to čist nekaj drugega, pa so še drugi faktori. Vsi, ki delamo glasbo, absolutno delamo iz prvega razloga, zato ker jo imamo radi. Potem pa pač še sreča, pa še drugi faktori. Pesem, ki jo danes predstavljava, ima tudi svojo videopodobo? Ja, tako. Naredili sem jo mladi fantje, Slow Team Production, zelo sem ponosna, da sem dala mladim tudi priložnost, zato ker sem videla, da so ful talentirani. Jaz sploh nisem vedela, da bom delala spot, nekako sem preko sorodnika, prijatelja naletela na njih, da so si zaželeli tudi v bistvu to priložnost, nekako smo se povezali, zvezde so se poravnale, no, ne vem, kako ne drugače rečem. Mi je pa všeč, da je spot drugačen, kot sem imela spote do zdaj, da nisem jaz tudi v prvem planu, ampak je zgodba ljudi. Tako da mi je všeč, da so drugi ljudje noter, da je v bistvu sem zelo malo v spotu, če tako pogledam. In mi je tako čisto všeč za to pesem, čudovito predstavlja zgodbo tem, kar govori. Vidimo te samo na ulici. Ja, ampak je super, ker fantje so večinoma iz starših koncev, iz štajerskih in so snemali večinoma tam. Jaz pa sem iz Ljubljane in sem svoj del posnela v Ljubljani. In je takšna v bistvu združitev teh dveh koncev. Katja, skladba je tu, kako glasbeno naprej? V bistvu dobim zdaj že novo pesem in se bom lotila kar pisanja besedila, ampak čisto odvisno. Jaz šele, ko slišam pesem, si zamislim, v katero smer me pelje. Lahko pa da bo ljubezenska zdaj, ne vem. Bom videla, kaj mi bo pesem povedala, kaj bom začutila, ko bom slišala pesem. Jaz samo upam, da boste uživali v pesmi in v naslednjih pesmih. Zavedajmo pa se vsi, da vsi, ki delamo v tem, vsak se trudi po svojih najboljših močeh. Jaz zelo cenim, ko se nekdo potrudi za nekaj, tako da cenim mnenja poslušalcev in upam, da bodo uživali v naših izdelkih in v našem trudu. Bova pa sedaj tvojo ta novo spustila tudi v naš radijski eter, zato Kataja, kaj si boš sedaj zaželela? Da bi vsi sledili svoji poti, za katero smo bili poslani sem in upam, da je ta čim daljša in čim bolj zdrava. Včasih ne razumeš me, ker slišim to, kar drugi ne. Moje obzorje je iz Maurice, ker vidim se stvari, vse, kar drugi ne, zato ker mi šumi me.
šepeta zgodbo mojega srca, zgodbo mojega srca. Hej, življenje ti šepeta zgodbo tvojega srca, zgodbo tvojega srca. Čarovnijo v sebi naredim, želim si, da jo čutiš ti. Ko se luna enkrat zavrti, tudi ti boš videl to skozi iste te oči. Zato ker hej, življenje mi šepeta zgodbo mojega srca, zgodbo mojega srca. Hej, življenje ti šepeta zgodbo tvojega srca, zgodbo tvojega srca. Vse, kar si zaželiš, vse, kar si zaželiš. Predvidljivo, ne zamenljivo, ne predvidljivo. Življenje moje je ne predvidljivo, ne zamenljivo, ne predvidljivo. Je to vso iskrivost nosim sabo, razmišljam, kaj je za mano, vse to je že za mano. Vso srečo nosim sabo, razmišljam, kaj je pred mano, mnogo je še pred mano. Hej, življenje mi šepeta zgodbo mojega srca, zgodbo mojega srca. Hej, življenje ti šepeta zgodbo tvojega srca, zgodbo tvojega srca. Vse, kar si zaželiš, vse, kar si zaželiš, vse, kar si zaželiš. Več informacij na YouTube, Facebook in Instagram kanalih oddaje Radioaktivno ter podcastu. Še pogled v prihodnji teden, ko se glasi Primož Vidovič z albumom Karmina Humana. Vidi ptiček, vabi ga, nikar ne bodi jezen, skrita na košatem gabru, najdiva ljubezen. Boštjan za konec oddaje. Vrtim še eno, DJ LT je pripravil remix pesmi Radi šme, ki ga v originalu poje Miš oziroma Petra Polemiš.